Temu se reče greško, v korecima in najbolj si događa. Tam je bilo pa res, ovo ti je prva greška, prva in zadnja. Takoj, ja, podaljšek, zadnja sekunda in ti greš korake delati. Točno to. Ale se zgodi, živim človeku se kot si rekel, in najbolj jim se događa. Ja. Bilo vedel, ampak nisem. Ja, takrat, kaj šlo, vse se dobro je šlo, zgodba ni šla v tisk in škandala ni bilo. Tako. Legendarne besede. Čak, kje smo zdaj mi? A smo že v septembru? Je že september, ali kaj? Sam tle si malo narobe vznak. Ja, se je to, meni zdaj ta časovni preskok me je malo. Časovni preskok je zmeri za J. Čakam, v kateri epizodi smo danes? 119. Fak, 119 smo že. Je pa 5. september ali kasneje. Se upravičujem za grde besede, to nisem hotel zdaj reči, ampak res me malo presenetili. Ja, te časovna potovanja. A veš, Artur je tudi ne. Ja. Ker po njegovem štetju je bilo 8 let, pa rečemo, če se je malo zmotil, 7 ali pa 9. No, kukorkoli. No. Ali pa 6, še zmerni pol leta, kukor je bilo resnica. Plus minus 2 v kjerokoli smer. Ne. Ja. Je vse v redu. Vse v redu. Skoraj desetki, ne. To je kar velik cajt. Občutno, ne. Občuten časovni preskok. No. Ja, pa veš, v vesolju takih razsežnosti res hiter mine, po moje, ne. Ja, valjda, ne. Tudi če se vlačaš po tem nekih močverjih, veš. Ja, pa po pristaniščih. Ne vem, kakšen mišljen je imel, da se je tam vlačil po njih. Ja, pa je, greš potvati. Turizem, ne. Malo greš potvati. Ja, zdaj, če sem že kle, ne. Malo grem pogledat, ne. Grem pogledat, kaj se dogaja. Zakaj pa ne? A mi že v kripto vložil, kaj, da je bil denara, veš, kako je. Ne, pa sej. Ne, to je še priročnik imel, kaj je bil že. Kako obiskati vesolje za $60 altirskih ali nekaj tazga. A ja, to knjigo, Štoparsko knjigo. Tako je. Ja, to, ja. Mu verjetno pomagala, ali? Ja. Pa ne si mogoče pa kakšen porto kaj delo, veš. Ja, se to, malo delaš, pa greš pa naprej, ne? Ja, valjda. Pa malo poštopaš, koga pa je, ne? Svetovni popotnik, galaktični popotnik. Tako, sej, verjetno gre, ne? Ja, možno. A gremo zdaj. Pejmo avizo, ajde. Zdravo, to je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. Pa bip. Pa še v čem drugem. Tako da in tudi v enem poglavju Štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Naročite se na naš podcast, če ste že v službi, najbrž ste. Eni ste pa mogoče zdaj kar šli na dopust. Tisti, ki imate majhne otroke. Tako. Velikih je teh, ki gre septembra. Pa v njih ste že v penzion. Pa tudi ne tako, veš, tudi vmes. Je popularen. Ja, je rata, jaz sem to slišal. Ja, malce ne je. Pa niko vroče. Enim paše. Pa ni gužve. Ja, sami plusi. Tako da, hvala za ribe.si, se lahko pofočkate, karkoli že bi radi, da ne. Mislim, kaj hočemo od njih? Je to, da se naročite? Ja, ok, to. Ja, to vse hočemo. Vse. Mislim, hočemo. Ne, pač želimo. Apeliramo. Prosimo, da apeliramo. Ne bo vam žal. Seveda. Življenje bo lepše. Tudi otroci bojo bogali. Ja. Karma točke plus. Vse to. Dobro blago se samo hvali. Marketing je pa se vsi vemo. Tako da lahko gremo zdaj pogledati po vseh teh res pametnih nasvetih, kaj smo delali v prejšnji epizodi. Kva nismo? Poslušali smo Arturjeve nebuloze v gostilni. Artur je šel v bufet. Ja. Če smo že rekli, da je krčma sicer lepa beseda, ampak bufet je pa domača. Ampak se ga je tako grdo nametal, da si skoraj ne zasluži, da je bil v krčmi. Ne. Sem res, ja. Tega sem rekel, da je bil bufet. Nespoštljivo se je vedel do krčme in zato je bil tudi maček tak, kot je bil. Ja. Ampak so ga prijatelji prijazno domov dotrogali. Zakaj pa so prijatelji? Ja, tako. Točno to. Tako. Ja, to je bilo.
Če pojmo mi zdaj na Kvarnik, pa pogledamo, bo še zmeraj Artur, zdaj, ki se že vleče ful po glavi. Cel poletje je bil sam Artur. Mislim, da imamo kakšnega drugega. Prešaltamo na drugega junaka. Ja, pojmo, ajde. Mislim, da tudi ne. To je ta ura. Ura je. Nov junak. Nov junak ura. Nova junakinja. Nova junakinja. Ure so zdaj so zelo popularne zadnje čase, tako da mogoče čas, da ne zamenjamo. Ja, v bistvu je prav zanimivo. Paratamo horološki podcast. Ja. In posebej te analogne in ne vem kakšne. Bolj je analogno, bolj so kolesca noter, bolje. Dražje. Ja, dražje. Tudi kakšne te kvarc so drage, digitalne ure, ki jih je imel tudi naš predragi pisatelj rad. Aha, tudi. Mislim, lahko dobiš tudi za kakšen tisočak ali pa več. Ampak ja, seveda, ta drage so une, ki so na kolesca. Na kolesca. Na kolesca, ki se zibajo. Ta ura, ki se pa boja v tem poglavju, pa ni na kolesca, ampak je kar digitalna, ki dela bip. Čeprav, ne, to je po mojem, veš, to je una, ki je bila. Ne, una, ki je bila včasih pred. Ob zadnjem znaku bo ura. Ja, to je. Tako. Tistih 5 sekund pred, ki je bilo pred dnevnikom. Tako. Ja, to je. Ki je cvilel. Ja. Ja. Jaz točno to sem si predstavljal, ki je pisal. Ne. Sam po nekem čudem naključju je ta v eni ladji, v kateri je tudi Ford Prefect. Pa blazo se mu zdi fajn. Blazen. Brazo se je prav. Tok navdušen ga pa še nisem videl, pa je bil Mars. Prav sfokusiran. V bistvu pa je bil sam, ne? Ja. Sploh ni bil na zabavi. Pa ni bil z Dešankom, pa niti na zabavi, nikjer ni bil tako. Nič pil, nič žurov, nič sam ura. To je blazno, se mu zdi fajn. To je v bistvu najbolj presenetljiv moment v Fordovi zgodovini in življenju, ne? Ker je res vesel zaradi te ure. Ne. Ja, to uro je naštimo in zdaj. In pol je celo prevezel iz unga subeta omrežja na ladijsko ozvočenje, na hi-fi. Hi-fi. In je neki ugotovil, da je zvok dober, pa je pa kar neki. Pa je pa lutal po ladji, pa poslušal, posod je poslušal, kakšen je zvok. Če je dober sound. Če je dober sound, pa premiku stvari, da je. Kje ga motijo, pa kje ne, pa brisače dol, pa gor. Ne, pa skladišče, levo, desno. Eno skladišče je tam ugotovo, da je pa ugotovo res dobro stvar. Kaj je že rekel? A je to, da imaš v vesoljskih ladjah gumb za zasilno praznjenje skladišča, veš? Da sam greš ven, pa pritisneš. Ja. Spucaš. Gleda, ki bi na avionu skrec preznila. Ja, samo da je več. Sam je zanimivo, da je pol ugotovil, da je boljši zvok. Jaz bi predstavljal, da je odmeval pol pišče. Sam res? Ja, očitno so bile tretirane stene že, veš, koliko pa nas v studiu. Čeprav ja, res, verjetno si tako, da se malo mogoče pod kotom, pa je pa malo boljš, da ni kocka, ne. To je pa res je verjetno. Ni bil sam sveži ometa, veš. Tako ja, ni bilo kaj drugega, ne. Mal potegne zvok vase, ne, kako še, da se ne odbija. Vesoljska ladja je, lepo te prosim, da je to neki zrihten. Ja, no, ampak kaj veš, mogoče ni najprej prva stvar, ko oni mislijo zvočna, kako bi rekel, zvočni sound, ne. Ja, ko v vesolju te noben ne sliši, ne. To je res. In to je tudi tagline od Aliena, ampak kaj, pustimo to. Vemo. Bo v zapiskih. Alien 1-2, najboljša science fiction filma sploh. No, ne vem, če ste najboljši, ampak ene boljši. Zdaj so pa tam na visokem koterata. Tako. Ja, ne, vesoljska ladja je bila res huda, ker je imela tudi zasilno komoro za umetno spanje, ne. Tudi. Ampak notar je bilo pa, ne, tle, jaz ne vem, kaj je tle notar, mislim, prav avtor, da je neko obris nekega bitja v komori, ne. Ampak, kakor jaz razumem to, ne, da Ford rihta za tega modela, ki je v komori, ali kva. Ta sound, da se bo dobro slišal, ali kva. Ja, on ga tudi projicira ven, ta sound. Sej to, ne. Za koga ga on... Kaj dela za Boga, ne? To me bega, da bi se v tem pogledal, kaj dela za Boga, ne. Tukaj je bil obseden s tem zvokom, ker ne špeli.
Stari temu se reče pa že malo bolj. Ne. To je pa že malo. Je bila že malo una. To pa nimam, kaj imel Ford. OCD, ja. Nimam toliko OCD, kot ima Ford. Mislim, malo ga manj priznam, ampak nimam pa to, kot Ford. No. Tole je bilo pa res močno. No. Ne, pa sploh ne na čem takem, ki bi bilo potrebno. Ne, da, odštevalnik časa. Odštevalnik se mora sam pač slišati, da veš, kdaj greš, ne vem, ali kabum, ali ne vem, neki. Karkoli, da veš bombi prerezati, ne. Rdečo žico ali pa plavo žico. Ja, da veš, ne. Ja. Da veš, da se pa na 001 ustavne. Aha, tako kot v filmih. Ja, sej. Da je zanimivo, ne. Če si 10 sekund preostale, pa kje pa ta suspens pa? Ja, ali pa minuto, pa veš, minuto 42. Začne odštevati pri 5 minutah, pa 4:35 pa ugasneš. Ja, pa edina stvar, ko v filmu traja 15 minut. Ja. Vse ostalo, prej 2 leti je šlo v eni urci, ja, veš. Vala, pa traja. Si predstavljaš, da bi ti prerežeš, pa imaš pa še 5 minut, da kofes piješ ali pa kaj tasga. Ali pa per, ki si lih bombo. Ki si bombo deaktiviral, si pa en per odprej. Ja, Milena Miloda še enega merzlega, bo prosil. In je kadar samo tebe, ki per piješ. Ta bombni tehnika. Ja. Veš, pa v tem scenariju bi mogel imeti bombni tehnik svoj asistent, ki ima zmeraj six-pack merzlega sabo. Sam jaz mi to gledal, da je on na koncu, ne vem, 3:42, on razfuka to pač reš, ne da razfuka, ampak reš. Tako, ja. Pa si pa per, pa pije. Pa 5 minut. Ja, tako. Malo podebatira z Mileno, kako je kaj. Ja. Milena, kaj smo zrihtali. Misliš, da pusti do konca zaradi tega, da se v službi štempla, kaj mislim, a veš? Ne, a veš, kad drugač prehit konč šihta, a veš, ne. Ja, upite. Rekel, do konca, ja, norma je pa norma. Ja, do 3 sem na šihta. Overtime pa nam delo, ne. Ne, pa pol moramo še zihra mogo še kaj pomest. Ja, pomel, pa še nekam poslajmo. Kaj jebe, bom jaz pustil to do konca. Ne učte. Pa mogo iti pa še v Hobokar, veš, kdo se v vozu, kaj, veš. Še uro demontirati. Ja, pa ne vem, pa veš, ne vem, pomest bom mogo, pa da ne da se. Ja, ej, pizda, fuck off. Pa on prišel pa nazaj, pa v 6 spet hotel, da mu kafe skuha. Ne, da gre vse skupaj, da mu do 0:01. Ja, verjetno res. No, ampak da se vrnemo v glavno kabino, kamor se je vrnil Ford, ki je pa lunga v komori malo pogledal, pa sound zrihtu, ne, ta OCD. In je bil sound res dober in pa se je zazrl v noč in malo študiral. Ne. A ja, pa je opazil eno luno. Ne. Ja. In pol je nekaj poročunal, ne. Da bo in ugotovil, da bo on, ugotovimo, da bo utiril to ladjo v orbito, ne? Ja, in sam tam bo krog te lune bo da bo ta ladja ne plavala in izključil vse signale. Najprej imel idejo, da bo izključil vse signale, pa je ugotovil, da bo oddajala sam ta signal, očitno, sam uro, ki je po celi ladji, ki ima zdaj res dober zvok. Ja. Sem celo boljši, kot ga slišite zdaj v našem podcastu. Ker Peli nima OCD-ja na zvok. Ne, toliko velikega. Ja. No, in da bo ta signal, ki ga je zdaj poslal na planet, iz katerega je prišel ta signal, sicer ne, koliko 400 svetlobnih let, ali ne, 400 navadnih let. Ja, meni se zdi, da je en tak, ja. Ja, 400 navadnih let pri svetlobni hitrosti, to je 400 svetlobnih let v bistvu. To je res daleč. Ja, to je res daleč. Ja. Ne, da bo poslal nazaj in polka se bo to na tem planetu zgodilo, bo, ne. Ko je to zvedel, ne? Ja. Bo povzročilo nemalo nebira. Ja. Jaz si predstavljam, da od nekem bo šlo, pa bo šlo nazaj, pa verjetno bo ura narobe, verjetno, ne, če je 400 svetlobnih let stran. Ne bo po lokalnem času. Ja. Jih bo zelo dober trolo, ne. Se pravi, en neznani signal bo preletel kepi. To je en velik trol. To je še večji trol, kot oni, a veš, kako se jim reče, pozabili smo v prvi epizodi, ali v prvi knjigi razloži, da veš tem bogatašem, ki pridejo. Bukajo se, ja. Ki preletijo čez. Bogataški pa hodijo pol malo z antencam okoli. Pizduni, ki hodijo z antencam okoli, ja. Pa užita delajo, pa te kroge pa to, ne. To je še hujše v bistvu.
potegavšne. Ne? Ja, vse se je zelo res trola. Trola in zelo se zabavil. No. Krohotal se je k mlad mucek. No, če se ne štekam, on je šel, nazadnje, ko smo ga srečali tam pri unem rožnatem psu, ne, se je na potu se je na potu do Arturja? Jaz sem tudi tako razumel, da on gre do Arturja. Da se je na potu do Arturja, ker je zemlja spet nazaj. Oziroma spraševal se je z Arturjem. On je šel na ono izstrelišče. Ja. No, ampak, kako sem jaz razumel, je šel proti zemlji, pa se je spraševal, a Artur že ve. Ne se vede, da je šel proti zemlji, če je imel še ful plane, kva bo on še vse napisal, a veš. Tako, on je šel dopisnik. On je šel proti zemlji. Ja. Ampak zakaj zdaj tle eno, a veš, ladjo v orbito spravlja, da bo... Neumnosti počne pide. To je res trolanje. Kamulc mlep, puno. Ja, pa res se je zabavil in reže še to, ko se še enkoli. Ja, res. Pa nič ni pil, pa ni bil na žur, vse to smo že rekli, ampak to ne. Ja, nekaj čudnega se dogaja. Ja, nekaj čudnega se dogaja in preden je šel, je ugasnil luči in se je odpravil. To je pa lepo, ja. Luči ugasnil. Ja, zadnji ne ugasnil luč, pa tam in je šel na 3-dnevno pot. In se je tako režil, v bistvu se ni mogel veliko, malo se je hihital in posmihal, ker za korhotati se ni mogel, ker je bilo v čolničku, ni bilo dosti prostora. Premalo prostora. Ja. Res mehen čolniček. Res je imel gromek smeha. Ja. Kako bi se rekel. A veste, koliko cajta je to trajalo? Kjeru? Ja, ta poglavje. V tej časovnici. Skoraj 42 minut. 10 sekund manj. Ja, res? Ja. Od prvega zadnjega znaka do tretjega znaka. Tako da. Ja. Slučaj? Najbrž, ja. Ker če bi hotel za nalož, bi dal točno 42 minut. Zdaj so te teorije moderne, no dej reč, da ni slučaj. Seveda ni, stari. Vse preračuna. Seveda, iluminati. In sam to rekel, pa nehamo. Pečine obešalni. Sem prav rekel. Pa reptili, ja, sorry. Iluminati in reptili. Pečino obešalnik do reptilov še pridemo. Obljubimo, da bojo. Reptilni iluminati. Okay. Reptilni iluminati. No, tukaj pa res neham. Za vas bomo najdli še koga. Ampak to več pa v naslednjem poglavju. Tako. Ja. Ne vsega zdaj povedati, še pusti še nekaj za naslednjič. Se stekel pečino obešalnik, to lahko. Ja, pečino obešalnik. Najlepša hvala vsem, ki nas poslušate in ker ste z nami prišli prav do konca. Če nas pa lahko še kako podprete, bomo zelo veseli. Lahko pa nam tudi sledite. Posod smo afno, prevecujemo se in hvala, ker ste z nami tudi Kafort, Trola in Planet. Ja, z vami smo bili, kot vedno, Aljo, Peli in Zi. Ja, mislim, da. Če ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Lih prav. Ja, lih prav. Ne, mogoče bi še mičnega stisnil, malo. Meni se zdi, malo bi še zaplavilo. Lahko probam. Dam 5 sekund. Ne povejo v komentarjih, kdaj, kako. V komentarjih povejte, kako se vam zdi. Daljša, krajša pauza. Na omrežjih nam povejte. Krajša, daljša pauza. To. Kaj se vam zdi? Kako se spauzam v življenju? Tako, ja. Baje, treba več trenirati pauze. Se strinjam. Tudi se malo dajte, je fajn biti dolgčasti. Baje, pravijo. Počasih je fajn biti tudi bolj tih. Zato so rekli oni stari Grki, da nam je stvarnik naredil 2 ušesi, pa samo 1 usta. Da še enkrat več poslušaš, kot govoriš. Tako? To so pa zdaj modrosti. To je čist na koncu, mi to povemo. To je za začetek, viška. Sej lahko. Ne veš, če nimam oca, da lahko pa zmontiram. Lepa je.